pozvali vabilu na to okroglo mizo. Ni edini dogodek današnjega dne, kaj še edini dogodek v celem sklopu dogajanj, ki so povezali recimo tu z obletnico ustanovitve Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Danes imamo pred seboj okroglo mizo na temo povezovanje med umetniškimi akademijami in integrativna moč umetnosti. In tu z menoj so tisti, ki bodo se o tem izjasnevali in govorili o povezovanju med akademijami in o tej integrativni moči. Jaz si bom prebral tako, kot so bili napisani tudi v vabilu. To je docent Peter Poštulj, predstojnik oddelka za vizualne komunikacije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Potem je redni profesor magister Milan Erič, ki je redni profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje in član Sveta za umetnost Univerze v Ljubljani, redni profesor Zupan prorektor Univerze v Ljubljani, član Sveta za umetnost tudi. Potem je profesor Drevelšek, Matjaž, redni profesor in prodekan za umetniško dejavnost na Univerzi v Ljubljani na Akademiji za glasbo in redni profesor Miran Zupanič, visokošolski učitelj za področje filmske režije na Akademiji za gledališče, radio in televizijo. Ta ugledna sestava bo skušala danes v točnem času, kot jo bomo zdržali, odgovoriti na oba dela tega vprašanja, se pravi na povezovanje in sodelovanje med akademijami in seveda tudi na samo integrativno moč umetnosti kot tisto, ki še dodatno napeljuje temu sodelovanju in povezovanju. Za začetek mislim, da bi bilo najbolje, da gremo po vrsti od enega do drugega. Moje prvo vprašanje, ki se mi je zastavilo, ko so me prosili, jaz sem bila ukrep, tudi redni profesor, nisem pa član Sveta za umetnost. Predavam pa na kakšni od akademiji vsake toliko časa nekaj, tako da sem že skoraj sredzil tudi predavatelj, da sem pa na oddelku za filozofijo na Filozofski fakulteti in trenutno predavam tudi na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje dva predmeta. Moje prvo vprašanje je seveda, ko se porodi taka tema za okroglo mizo, ni odzadaj samo namen, ampak je običajno odzadaj že neka projektno izražena potreba. Nekaj se že dogaja, da se okrogla miza zgodi. In seveda nas vse in tudi mene zanima, a se že kaj dogaja takega, o čemer je vredno konkretno govoriti, ali gre pravzaprav za temo, ki je v zraku in še nima konkretnejših opisov. Pa bi začeli na drugi strani, pa gremo zelo. Je zdaj zgodovina sodelovanja treh akademij ima kar dolgo brado. Na en način je ta projekt z ustanavljanjem treh akademij kot celote, ki je sicer padel v vodo, bil po mojem zelo integrativen moment, kjer smo se pravzaprav začeli zavedati te naše medsebojne možnosti in potencialov, ki jih imamo. Sicer sodelovanja že prej, zdaj ta projekt, ko se pač snovalo možnost, da bi se na Roški, na tem zemljišču za vojašnico zgradila nova stavba, kjer bi se združile tri akademije, je bil, mislim, da nekje 15 let nazaj aktualen. Zaradi pač nekih določenih ovir pri pridobivanju zemljišča je to padlo žal v vodo. Tudi pomisliki o tem, ali je ta združitev smiselna glede na velikost tega organizma, ki bi nastala. Ampak kljub temu, da se je ta zadeva nekako izjelovila in se je potem vsaka od treh akademij usmerila pač v svojo smer in začela graditi svojo usodo, vsaka zase, so se na en način stkale določene vezi z temi dogodki, ki so se imenovali triade, vsako leto, kjer so študenti treh akademij v nekem združenem pač konceptu kulturnega dne, ki so ga zgradili običajno spomladi, naredili nek določen program in seveda ta program je potem bil za vse dostopen, tudi za zunanje obiskovalce. Zdaj, prejšnjih sodelovanj
predtem se v bistvu slabo spomnim. Bile so pa prav gotovo neke določene skupne točke, ker so pač akademije kot inštitucije nekako posebne v okviru univerze. Spomnil se iz 70 let, da včasih niso niti bile pod univerzo. In seveda zaradi specifike študija imajo tudi pač v tem umetniškem, v smislu umetniškem bazenu, v katerem tičijo nek svoj skupni pač cilj, ali pa skupne cilje. No, s temi dogodki, triadami, smo začeli nekako se otipavati, ogledovati, videti, kaj delajo drugi. Te izmenjave so bile vsako leto bolj močne, bolj zanimive. Kulminiralo je to z nekim pričakovanjem, da se bo ta projekt dejansko izvršil. V resnici je bil že narejen pravzaprav projekt za stavbo oziroma celo že maketa te stavbe, katere avtor je bil pokojni arhitekt Vojtek Ravnikar, na kar se pač to, kot sem že rekel, zapletlo in izjalovilo. In dediščina tega je ostal ta skupni imenovalec, ki traja še danes, kjer se pač v okviru Sveta za umetnost, ki je bil med tem ustanovljen pod okriljem univerze, začela neka skupna kulturna dejavnost, za začetek pač v okviru univerze, čeprav nekateri projekti že presegajo ta okvir. In tukaj je dobra iztočnica za naprej, da se stvari razvijajo naprej. Hvala, kar naprej, zlasti, če bi se vsake akademije, da nekdo tudi izjasnil o tem sodelovanju njegovih možnosti. Slišali smo historijat in da so stvari že na nek način v povezovanju, da pa morda ne obstaja še noben drug skupen projekt. Za izziv seveda je vprašanje prostorov še vedno odprto, ni razrešeno za akademijo v celoti, ampak očitno tu ne bo šlo za skupen projekt. Kako potem predstava o tem sodelovanju bodoče izven povezovanja v skupne prostore? Meni zgodovinski spomin ne seže tako daleč kot tebi, kolega Milan Delič. Tudi nisem bil študent. Nisem bil študent te univerze in pravzaprav jaz se spomnim prvega res velikega skupnega sodelovanja, izjemno uspešnega, pred približno 5 leti, mislim, da je bila opera Orfej, prvič izvedena v Sloveniji, kjer so združili moči vse tri naše umetniške akademije. In to je bil en za celoten slovenski prostor, zgodovinski trenutek, prva izvedba, prva velika produkcija vseh treh akademij. Potem se je pa nadaljevalo, še posebej intenzivno pa sformiranje Sveta za umetnost pri univerzi, za kar gre pa v prvi vrsti zahvala prorektorju profesorju Mateju Zupanu, ki je, ko je nastopil mandat z novim vodstvom univerze, nekako zastavil en smer tega skupnega tega povezovanja in rezultat tega je recimo preizvedba, svetovna preizvedba opere Vojni in mir, ameriškega skladatelja in legendarnega kitarista Larryja Coryella, ki se je zgodilo pred svetovnim letoma, z gostovanjem potem še v Zagrebu in Novi Gorici. Izvedba tega bila v Lihantu in dvorani Cankarjevega doma. Spet je šlo za en projekt, šlo je za jazz opero, kar se zelo redko dogaja na naših prostorih. Šlo je za živo legendo, ki je sodelovala v celotnem procesu in tudi izvajalci sodelovali na odru, govorimo o Larryju Coryellu, ki ga verjetno ljubitelji kitare vsi zelo dobro poznate, predvsem tistih v
70 let, ko je bil na vrhuncu. Potem se recimo letos januarja zgodila ena skupna produkcija 6 mini-oper v operi SNG Ljubljana. Skupaj se pravi spet za celostno podobo je poskrbela kot že v prejšnjih primerih Alvo. Za sceno, režijo in livrete so poskrbeli študenti in mentori za Grafiteja in za glasbeni del študenti naše glasbene akademije. Spet je šlo za nek dogodek z dodano vrednostjo, ker takšne vrste produkcije, da bi se avtorske mini-opere šlo za 6-15 minutnih oper, da bi se izvajale v produkciji 3 akademij, še ni bilo in rezultat tega je spet, da smo vabljeni na gostovanje januarja, na gostovanje v Budimpešti in Beograd. Razen tega pa se čuti ena odlična sinergija med vodstvi vseh 3 akademij, ki zelo podpirajo to sodelovanje in podpiramo, da gre absolutno za skupno dobro naših 3 akademij, naše univerze in pa za celo kulturno srednjo v Sloveniji. No, to pomeni, da tudi na akademije deluje integrativna moč umetnosti, predvsem, ne? In seveda integrativna moč projektorja. Prosim, školega profesora Zupana, da pojasni ta pristop, ki se očitno intenzivira, ne? In ki predstavlja tudi pomemben del delovanja sveta za umetnost pri univerzi, ki je institucija, ki je prej, pravzaprav nismo nekaj umenili, poznali, v zadnjem času pa postala nosilec projektov. Res je to, da pravzaprav vse bolj se zavemo, da inštitucija ni hiša, ampak so pač ljudje in ta, če rečem, kompatibilnost, če jaz rečem zdaj konkretno z vodstvom najprej univerze, ki prisluhne umetnosti in kulturi, če rečem tle na vrhu z rektorjem ali profesor dr. Ivanom Svetlikom, ki je kulturni človek, ki ve, kaj je umetnost, ki pravzaprav se zave tudi preko dolgoročnih, preko pravih posledic, vsekakor pa pozitivnih posledic udejstvovanja z umetnostjo, je vsekakor najpomembnejši moment ravno zato, da smo lahko preko tiste raznovrstne ideje v smislu povezovanja speljali. Kajti zdaj lahko preko pa res iz te prve vrste vidim, če ste včasih greš pogovarjati na kakšno, rečem, pisarno, kjer pravzaprav ne vejo, kaj je to umetnost, lahko pravzaprav eno uro govoriš, pa greš iz te iste pisarne, govorim, če na kakšnih višjih nivojih proti na univerzi, enostavno neuslišan, predvsem zato, ker si bil na drugi strani nerazumljen. Tako se mi zdi, da, kot je Matjaž ravno omenil, se mi zdi sodelovanje, res je ena taka pozitivna energija, neke vrste želja, da pravzaprav študentom omogočimo, da se pokažejo najprej svojim vrstnikom, seveda profesorjem. Zelo pomembno se mi zdi tudi to, da se ta naša umetnost res širi kot to pozitivno po celi univerzi. Recimo vsi tisti dogodki, ki so bili morda od začetka delovanja tega sveta za umetnost neke vrste eksotika. Recimo danes smo imeli v podveh ravno po otvoritev ene razstave oziroma predstavitev Aloja, video novi mediji. Skratka, nekaj, kar je postalo del življenja na univerzi. Zdi se mi tudi recimo zelo pomembno, da je deželni dvorec postal izključno tako preko rektorata in pa nekih glavnih prostorov univerze tudi neke vrste galerija. In to upam, da bo ostalo preko v zavesti tudi za naprej, da je to pravzaprav tak prvi res pravi primer nekega centra umetnosti in odličnosti pravzaprav vseh 3 akademij. Predvsem pa to, da ta naša popolnoma unikatnost, vsekakor pa dodana vrednost celotne univerze, da je umetniška dejavnost prisotna ne samo na teh 3 akademijah, ampak tudi na nekaterih drugih članicah, res del življenja in študentov in pa profesorjev.
profesorja. Hvala. Ne bom takoj vprašal, kako pa gledate na projektovanje roka, pa gremo gledate v tem stavnem vprašanju. Ampak pride na vrsto. Jaz bi mogoče dodal to, da veliko smo govorili o tej hiši. Mislim, da ta hiša, ki se trenutno gradi, je vsebinska, povezovana, ali pa jaz si kaj reče, taka fiktivna hiša, v kateri se lahko združujemo v neki svoje različnosti, tako da neko svojstvo potrjujemo skozi svojo raznolikost, ki jo vidimo v tem povezovanju. Moram pa reči, da moja izkušnja je taka, da sem še kot študent sodeloval na triadi, v prvi triadi, kjer sem kot študent začutil nek izjemen zanos, neko povezovanje, pa ne v tej ideji, da gradimo skupno hišo, ampak da gradimo neko skupno prihodnost. Tudi kot ustvarjalec sem se pogosto srečeval s sošolci, ali pa so ustvarjalci v teatrih, na glasbenih dogodkih, in sem kot likovnik zelo prezoval vse te smeri in ob tem mogoče dodam to, da ne smemo pozabiti, da poleg teh nekih formalnih oblik sodelovanja, ki so čedalje bolj aktivna, je potrebno delati tudi na teh nekih neformalnih oblikah, ki so seveda, rečemo, neke stvari, ki jih morajo študentje početi, ampak mislim, da smo tudi soodgovorni, da se to zgodi, ker oni dejansko med sabo morajo se ustvarjati ta kulturni prostor, ki je naša skupna prihodnost. Sam sem sicer sodeloval na več projektih, od projektov državnih proslav mini opere, ki so bile recimo danes omenjene. To so super projekti, moram pa reči, da tudi te projekte rad delim na dva tipa projektov. Sploh so projekti, kjer stoji neko gospodarstvo, recimo, nek naročnik za tem projektom, kar se pogosto dogaja. Takrat smo zelo, bom rekel, omejeni. Meni, pa moram reči, so bližje take projekti, kot so bile recimo mini opere, ker smo recimo v finančnem smislu dokaj neobremenjeni in kjer res je začutiti, da študent dela študentu. To je popolnoma drugače od tega modela, kjer v bistvu akademije skupaj delamo za nekoga. V enem primeru recimo nastopamo vsi trije skupaj v odnosu do nekoga, v tem prvem pa se mi zdi, da to pa res primarno, ker se na nekih programih povezujemo, ker lahko vsebine tudi dolgoročno peljemo počasi, pedagoško, didaktično, ne kaže vse, zato da prijemo do cilja. Ker veliko teh sobom rekel, gospodarstvo vezane so izjemno hitri. Tudi zahteva drug tip delovanja. Se mi zdi fajn, da te stvari malo točno, da niso vse v istem košu. Moram reči, da ta občutek, ki ga zdaj imam, neko slutnjo, da se vse ogromno dogaja na teh skupnih vsebinah, tudi študentje med sabo, pogosto se pogovarjamo o tem, o metodologiji dela na AGRFT, o metodologiji dela na AG, koliko smo drugačni, zakaj smo drugačni, kje se lahko vežemo. To mi daje nekaj dobre obete za prihodnost. Najtežji se je pozoriti za AGRFT, kako ne veš, na katerem naslovu je, se stalo seži, ne? Še vedno smo na to zadeli. Da se ne bojo spraviti. Ne, pojma sem, ampak pošni naslov je tam, tako da če nas tam iščete, nas bo te hitro našli. Zdaj, kolegi so že veliko tega povedali, smo v neugodnem položaju, ker moram biti, dodajati, pa bom začel na drugem koncu. Prvo vprašanje je, mogoče če stopim malo ven iz tega vprašanja, oziroma polja treh akademij, do katere mere je naša univerza povezana, oziroma integrirana, oziroma do katere mere so integrirani teh 26 članic. Jaz vidim univerza pravzaprav kot eno zelo dezintegrirano tvorbo 26 konfederalnih elementov, kjer pravzaprav vladajo seveda neki skupni interesi in tudi moram reči, da je ta centralna moč rektorata in do neke mere vse tudi administracije, birokracije, tista, ki povezuje. Sicer je pa že prostorska razpršitev univerze, se pravi, recimo na severu, v Bežigradu, na jugu, tja dol, zdaj ne vem, kot vse, taka, da pravzaprav v veliki meri onemogoča v resnici sredinsko sodelovanje. Mislim, da je to zelo pomembno in tega se moramo zavedati. Kajti že sama bolonska reforma je bila v tem smislu, prostite dame, en velik natek. Če vemo, da je en od ciljev bolonske reforme izmenljivost se pravi predmetov, potem vemo, kakve težave pridemo, ko želijo recimo študenti izbirati predmete tam nekje na drugem koncu mesta in kako je nemogoče te unike uskladiti. Skratno, kaj hočem reči.
znotraj teh gruč, pravzaprav članic, ki imajo podobne vsebine, podobne interese, tudi neko podobno težo, znotraj tega jaz pač moram žali Bog reči, da so 3 akademije med šibkejšimi členi ali pa manj močnimi členi te univerze, zato smo tudi v resnici tako vendarle še vedno v šibkem materialnem položaju. Je pa seveda še nekaj stvari treba upozoriti. Mislim, obrnil sem malo k sebi. Mislim, da znotraj akademske skupnosti pravzaprav že tukaj v veliki meri umetnost in umetniško delovanje ni razumljeno. Kaj ti kolegi znanstveniki merite vse skupaj skozi vatel znanstvenega delovanja, tukaj bi si upal reči, so včasih še celo naravoslovci bolj, znotraj nekega zelo determiniranega okvira in mislim, da delujemo potem za njih zelo pogosto nenavadno, eksotično, da ne rečem smešno področje. In ta percepcija, ki so jih pogosto, moram reči, pa tudi nekateri učitelji ali pa neke prakse na akademijah dale kar en lep del motiva, se pravi, pustite nas, mi smo umetniki, vi nas ne razumete in tako naprej, je seveda zgeneriralo eno posebno stanje, enega takega, bi rekel, ena samoizolacija, enega geta in mislim, da se šele v zadnjih, mislim, da reči na enih 15 letih ta slika spreminja, ker pač smo uvideli, da moramo komunicirati, da moramo se podvezovati, da moramo izpostaviti svoje probleme, da moramo se naučiti tudi birokratsko-administrativnega jezika, kakorkoli nam to ni ljubo in tako naprej. No, zdaj pa vrnem malo misel zelo daleč nazaj, pa nisem tako star, da bi se tega spomnil, ampak vedeti morate eno stvar. Prve ideje o tem, da bi se 3 umetniške akademije povezali v umetniško univerzo, segajo približno v, mislim, da 8. februar leta 1947. Takrat so namreč že naši predhodniki fantazirali o tem, da bi se te 3 akademije združile v umetniško univerzo. Seveda, kot vidite, mi do danes do tega nismo prišli, recimo Beograd je prišel to že v 60-ih letih, recimo, pa mislim, da je bila to zelo produktivna pot. Tam nekje konec 70-ih let vstopijo akademije v čas SOZDO, TOZDO in tako naprej, profesor Hrevdi se v malo spomnil, ko je bilo treba vse združiti, se pravi tudi te članice, te čudne male, take drugače, bilo treba poriniti noter k Almi Mater, in seveda tu se znajdejo, zdaj jaz kot zanimivost povem, da je ob tem združevanju našega takratnega tajnika infarkt, ko da se je končalo dramatično smrtjo, na igralski akademiji, ki je včasih tudi zelo zares, tako on je videl že tudi tu neke očitno velike težave. Mislim, da prisotno, ampak domnevam, da se je človek malo zelo razgubiti. No, kot plačilo, da rečem za vstop, je takrat potem profesor Jamnik postal celo prorektor univerze, to je bil konec 70-ih let, ampak očitno žal ni uspel nič kaj dobrega izposlovati izboriti za vse 3 akademije. Zdaj, jaz bi si upal reči, da so ti občasna sodelovanja obstajala, zares pa mislim, da se je res začelo malo bolj intenzivno delati s triadami. To je približno leta 2002, takrat je bil profesor Kalaš na ALO-ju, profesor Mihelčič na glasbi in jaz na AGRFT-ju. Profesor Mihelčič je ta dogodek tudi poimenoval triade, glasbeno. In seveda naš prvi cilj je bil v bistvu promocija tega centralnega skupnega problema, to je seveda problem prostoru pod 1 in financiranje pod 2. Projekt Roška smo razvijali do leta 2005 zelo intenzivno in zdaj tukaj, ker je kolega Erič Mačka nakazal, da je vsem zaradi zgodovinskega spomina želel biti malo natančen. Do leta 2005 se je ta projekt razvijal, tako se je zdelo kar ugodno, pa takrat je že bil objavljen in tudi so že bili rezultati tega natečaja. Ravnikar Potokar studio je zmagal, potem so sledile pritožbe, spremenilo se je vodstvo univerze in seveda pokazalo se je nekaj, da smo dobili zaminirano parcelo in to strani, bom kar zelo konkretno povedal, ministra Slavka Gabra, kajti na tej parceli je potekal denacionalizacijski postopek in vse skupaj se je torej projektiralo na zaminiran teren, kjer se je potem seveda čisto slučajno ravno skoraj v sredini te vele parcele, kjer ne bi bilo ene stavbe, pa v bistvu je tudi kompleks, kjer je bila vsaka akademija dovolj, bi rekel, samostojna, da ne bi bil to za nek skupen tak prisilno objekt, da ne sporazuma. No, skratka, projekt je padal v vodo. Jaz osebno mislim, da je tukaj šlo za eno sleparsko igro politike, za eno veliko stopnjo malomarnosti vodstva univerze. Tukaj mislim predvsem na obdobje profesor Kocijančiča, moram biti odkrit, mogoče delam krivico, ampak
do neke mere si bi upal reči tudi včasih malo eno otročjo plimiglavost učiteljev akademij, ki so se pripirali okoli tega, kdo bo imel dostop do klavirja in kdo ne. In med tem je čas tekel in denar je tekel in zdaj, če greste tja za živalski vrt, boste videli en velik lep kompleks, računalništvo, kemija, ki so bili za nami, ne, so bili pač bolj spretni, pa so zdaj pred nami. Ne. Tako to nam ne bo zgodba, je poduk. Ne. Da je časih treba sodelovati in časih treba tudi manjčkim stopiti naprej. In zdaj, kar se sodelovanje Slovensko tiče, mislim, da je centralna zadeva v tem, da študentom in tudi samim sebi ponudimo drugačne zorne kote pri ustvarjanju, da se v proces vključujemo iz različnih zornih kotov, se pravi, da širimo horizonte, da širimo prakse. Seveda bi prostorska povezanost oziroma bližina to omogočila v veliko večji meri, kot ta disperziranost, vi ste od Dolenke, pa vi ste bili še pred kratkim do Šentvida, praktično AG, ne? In mi smo razprešeni, ne vem, do Kvedrove, Nazarje, Trurje in tako naprej. Se pravi, zdaj, potem smo, mislim, da 2 leti pa pol nazaj, ko smo videli, da pač z Roške ne bo nič, zastavlja en, recimo, temu malo bolj realističen plan, da bo realiziran, in smo se pač torej soočili z dejstvom, da torej do nove stavbe na skupni lokaciji ne bomo pošli, in smo nekako poskusili umestiti in zdaj tukaj to smer tudi gremo in tudi smo treba velika hvala, ker dejansko drži stvari po konci in nekako z eno pozitivno in povezovalno energijo pelje stvari v eno, mislim, da je edino v tem trenutku realno in razumno smer. Se pravi, da se bi akademije od Perjavčeve, pa tukaj je, recimo, če bo akademija naša tu nekje v centru, pa bi na Kongresnem trgu, ne, se pravi, da bi vendarle nastala eno tako polje, znotraj katerega je bila ta fizična komunikacija možna. Se pravi, tudi mi v tem, kar je bilo že navedeno, lahko rečemo zdaj konkretno za našo akademijo, mi redno sodelujemo že kar leta za ALO-je, kar se tiče oblikovanja filmskih napisov, to se sicer zdi malo, ampak je vendar pomembno, potem z Akademijo za glasbo pri filmski glasbi. Zelo nas zanima, tudi smo veseli, recimo zdaj imamo na drugi stopni, ki smo mala ustanova, imamo študenta, ki je prišel iz ALO-ja, recimo na snemanje, imeli smo magistranta in tako naprej. Se pravi, tukaj je dejansko ogromno enega potencijala, res je, da je pravzaprav bolonski sistem, in tukaj bom rekel, da ne vzamem preveč časa, bolonski sistem je pravzaprav izjemno pomemben. Po eni strani deklarativno spodbuja sodelovanje, ampak materialni pogoji, finančni pogoji, prostorski pogoji so pač taki, da potem pogosto rečemo, bomo to sami naredili, zato ker z njimi se preprosto ne moramo uskladiti in je na koncu mogoče celo slabše, kot če bi šli kar direktno sami. Tako da sistem nas pravzaprav žal večkrat ovira, kot pa spodbuja. No, to seveda pomeni, da zaenkrat pač ne bo skupnih prostorov, saj niso v realni perspektivi. Ne veste nikoli, kaj se v nekaj leti zgodi lahko na univerzi, zaenkrat ne. In hkrati tudi ni v perspektivi univerza umetnosti zaenkrat v tem kompleksu te velike razpršene univerze, ki se zdi, da deluje po blokovskem sistemu, na ravoslovci, tudi služboslovcem in humanistom, akademije so pa neobrščeni. Ampak zaenkrat se tako zdržati. Preden grem na konkretne skupne projekte, ker jih je nekaj, o katerih se splača, da se o njih tudi pogovorimo, bi postavil stvar v kontekst. Te kontekst je seveda lahko ta, ki se tiče umetnosti. Pierre Bourdieu pravi v svojih študijah, da je ni bolj vidne razločitve med visokimi in nizkimi razredi, kot je umetniški okus, ki natančno pokaže, kam to spada. Na drugi strani imamo pa davno za seboj sicer nekateri, ki da pomnimo seveda temeljno prizadevanje za demokratizacijo umetnosti in okusa in kulture 60-70 leta, ki je želela okus narediti dostopen vsem na najvišji ravni in je to počela seveda skozi celotno obvezno in ostalo šolstvo. In v zadnje tega, kar se na univerzi dogaja, je vendarle tudi stanje položaja umetnosti v osnovnem in srednjem šolstvu, položaja umetnosti, ki je z vsako novo reformo ogrožen. Pa me zanima, kakšno je vaše mnenje o tej situaciji, v kateri so tiste pisarne, ki jih je omenil prorektor, v kateri staja nerazumevanje
tudi na šolskem polju zelo močne o tem, da ker je umetnost neke vrste vzgoja, tako druge vrste vzgoja skoraj da ni potrebna v osnovnem in tudi nadaljnem šolstvu. Mislim, da se to tiče tudi položaja akademij, ta kontekst, bo zanimivo slišati, kaj mislite na vseh treh akademijah in mi sami osebno o tem vprašanju položaja umetnosti v slovenskem šolstvu, v zakonih, v kurikulumih in sami izvedbi. Zdaj pa ne bom več vrstnega reda, da javka mi nekdo smer. No, bom pa jaz. Jaz moram reči, da mislim, da se veliko sprašujem o tem, da sem na koncu 10 let član Nacionalnega sveta za kulturo in preprosto ne znam, vi ste filozof, mogoče bi znali vi najbolj pravilno odgovoriti, ne znam prepoznati. Jaz vem samo, da nič ne vem. No, prosto že imate. Skratka, 10 let sem bil v Nacionalnem svetu za kulturo, kjer smo praktično enkrat na mesec odpirali po 2-3 teme, povezane z umetnostjo in kulturo in karkoli smo odprli, ko so se kazali problemi, taki drugačni, sistemski, materialni, eno, drugo, tretje. In kaj hočem reči? Preprosto ne razumem slovenskega duha, slovenskega značaja, slovenske nature, ki po eni strani sakralizira umetnost, po drugi strani pa jih vse skozi izreka neizmerni prezir. In ta paradoks se seveda kaže tudi v položaju umetnosti, se kaže celo včasih v samopodobi umetnika, se kaže, ne vem, v tem, katera stranka da katero osebo za ministra, kako pada delež financiranja itd. In to je meni, jaz to vidim samo na liniji slovenske autodestruktivnosti. Kajti duhovna dimenzija, ki jo pač umetnost po definiciji sabo prinaša, je pač ena od temeljnih konstituantov vsakega posameznika in vsake skupnosti. In tisti, ki se sebi ali pa v skupnosti temu odreka, se pravzaprav odreka sebi kot delujočemu, razvijajočemu se bitju. Ne? In tu notri je pomen centralni problem, da Slovenec preprosto nekako tolerira kulturo, ki je folklorna, ki jo razume, ki ga hitro in učinkovito, sve čim bolj pocelina govori in ki me ne dela problemu, ki ga ne provocira, če se veda. Ne? Se pravi, vse, kar seže preko tega, je pa že v polju, a mi to res potrebujemo. Ne? In spet bom rekel, kaj se tiče pa tega skrbi in odgovornosti za kulturo, moram reči, da pravzaprav med šolskim resorjem in kulturnim resorjem razen prisilnega, nekajmo rečem, zveze, takrat v času ministra Turka, praktično ni. Pobude iz kulturne sfere, ko pride na šolstvo, se ustavijo nekje v teh administrativnih mehanizmih, v učitelji, ki imajo interese, ne vem, kjeri predmeti bojo imeli maturo in kjeri ne, tako naprej. Se pravi, tukaj obstajajo segmenti in umetnost preprosto iz tega svojega segmenta ne more izstopiti. Mi se pogovarjamo po približno podobno razmišljanju. Tisti, ki drugače razmišljajo, jih ni tu. Če bi bili tu, bi nam povedali, da nas ne razumejo, pa da to, kar mi govorimo, ni relevantno. Ne? Se pravi, zdaj, kaj je tukaj za storiti? Jaz mislim, da je centralna tema, da se mi vrnemo k sebi. Mislim, da tudi, ko govorimo o integrativni moči umetnosti, da se zavedamo, da pravzaprav to, da smo znotraj univerze, velik privilegij. Se pravi, ne samo, da se akademije povezujejo med sabo, no dejansko tudi, da razvijamo vsebine za drugimi članicami. Ker mislim, da imamo, če nič drugega ne, razvito eno visoko stopnjo sodelovalne kulture, kar je mnogi druge članice, pa mnogi drugi fakulteta, ki nima. Izhodišče je bilo vsem nekako šolstvo, globom in globalno. Jaz sicer nimam otrok, da bi recimo govoril iz lastnih izkušenj, moram pa reči, da sem dokaj blizu tem tokovom izobraževanja tudi od vrtcev, osnovnih šol, tudi preko staršev, ki so bili likovni ali ostali pedagogi. In moram reči, da tisto, kar se mi v Sloveniji kot tradicionalno zdi, tudi kar sem v svojem odraščanju opažal, je ta odnos do recimo dramske umetnosti, kjer je pogosto izključeno v osnovnih šolah kot neko polje, to se pravi, imamo likovno umetnost in imamo glasbeno pouk, se temu reče. Tam spada dramska umetnost po navadi pod krožek povdanski, to se pravi, da že tukaj negiramo te naše obstoječe družbe, ki je zelo pomemben del,
in ko v končni fazi v današnjem svetu so ustvarja večji del rečemo neke kulture in na drugi strani v končni fazi tudi popkulture skozi medije, ki ga obravnavajo. In mislim, da tukaj smo prepuščeni malce tudi na milost in nemilost vseh teh ljudi, ki z entuziazmom predavajo, učijo na nižjih stopnjah, predvsem v vrtcih, kjer mogoče ni sistematično urejeno, kaj je primerno, kaj ni primerno, kaj je medijska vzgoja za predšolske otroke, kako dostopati, kdaj dostopati. Ogromno je sicer študij, govora o tem, zelo malo pa ljudi konkretno dela. Jaz sicer imam posebno zelo velik pogled v vrtce, ker žena tudi na tem področju dela in moram reči, da je opaziti ta manjko v tej širini, hkrati pa se mi dozdela to, da v teh prvih letih odraščanja je človek instinktivno ali obvezno zelo blizu vsem umetniškim praksam. In kasneje, ko se zave časa, človek to uplahne v izgubi širine izobraževanja, ki jo mora človek zajeti. In seveda je umetnost odrinjena kot narod, kot tisto, kar ni vredno, da bi se učili, ni vredno, da bi obravnavali. Pogosto je v Sloveniji žal tudi zaničevalno, če se nekdo ukvarja s čim umetniškim v začetku svoje karijere. Pa tisto, kar je mogoče bolj pomembno od tega, je prepoznati pravočasno tisto, kar je dobro in ponuditi, da se to razvija. Tukaj mislim, da smo še vedno malo prestrašeni, da določene mlade osebe jemljamo kot drugačne, v negativnem smislu, ne pa kot drugačne v posebnih sposobnosti, ki jih imajo in jih lahko bojijo in s tem tudi ogromno pospevajo v prihodnosti. Tako da mogoče, ja, smo na vrhu, skoraj na vrhu lestvice, upam, da bi tam še to tretjo stopnjo, da nas čaka, ampak ta začetek bi se bilo potrebno malo odbrati. Res pa je, da nisem toliko strokovnjak, da zdaj še premlad, da bi o tem konkretno, da dejstvo pa je, da nam manjka širša razčelitev umetniških praks. To manjka še pomembno. Mislim, da ne glede na to, koliko sliši tisti, ki odloča o tej stvari, konkretno ministrstvo, je seveda razglasjali dejstvo, da ob vseh pedagoških veščinah so ravno akademije tiste, ki ponujale in so ponujale tudi programe, ki se prilagodijo za različne stopnje in tako naprej, vendar, kolikor vem, tudi v teh zadnjih reformah, ki so bile, je pravzaprav umetniški del šolstva upadel. Kako na to gledamo zdaj na univerzi v okviru akademiji? Vpliv, moč akademij kot matičnih strokovnih centrov na krepitev umetniških vsebin. Meni se zdi, da obstaja ta instant kulture, instant umetnosti, kjer je dobesedno lahko uporabim malo težjo besedo. Obtožujem recimo nacionalni medij, ki se spravi v na en tak nivo tekmovanja s komercialnimi mediji. To pomeni, da res izgublja tisto osnovno poslanstvo, zakaj nacionalni medij je. Se pravi, lahko govorimo o tistih, temu rečemo še normalnih večernih urah, kjer praktično umetniške kulture ni, prihajajo za tiste nočne termine. Spomnim se tudi, da je verjetno pri volitvah vedno pride do obljub vseh tistih, ki si želijo na oblast. Spomnim se tudi ene od teh zgodb, pa sploh ni važno katere, kjer pravzaprav se kulturnega programa sploh ni bilo pač na nek način umetnega. To pomeni, da kultura pride prav in umetnost, seveda politikom takrat, ko se je treba izpostaviti in pa postaviti s kakšnimi umetniki, ki so na takem in drugačnem področju pač poznani. Ko pa pride do realizacije, pa sploh preko res do pravega razumevanja, to, kar sem pač prejmo dan pomenil v raznih pisarnah, kjer se res vprašaš, kaj je pač državna služba oziroma javna služba pomeni, zdaj kdo je zaradi koga kje. In zdaj ta del, če se vrnemo k temu vprašanju, kaj je pomembno pri ministrstvu za šolstvo, se zdi, da je to
kar je kolega Peter povedal, jaz imam tudi relativno še malo otroke, res pomembno tam zasaditi. Če to ni zasajeno tam, če to ni zasajeno v družini, je praktično izgubljeno, da pravzaprav sploh ne obstaja. In zato še enkrat rečem, pač nacionalni medij, ki se je res komercializiral do te mere, da je res vse se temelji na nekih občutljivih rejtingih, ki so pač žal povezani z nakladami in pa z vložkom potencialnih sponzorjev, ki seveda se prodajajo, je žal enosmerna cesta. In zdaj, na drugi strani so pa na univerzi, se mi zdi pa zelo podobno, če rečem tako, kot je morda športna kultura, pomemben del, recimo temu, kvalitetnega življenja, če govorimo o zdravju, konkretno o fizičnem zdravju, potem ta naš duševni razvoj ali pa preko duševni prispevek še toliko na nek način pač pomembnejši. Res, da je težko razmišljati o kakih umetniških presežkih, če si pač lačen, če nimaš za položnice, to je res, pa vendar se mi zdi, se pravi, ta neka vrsta uravnoteženost med, če rečem, zdravjem, uložkom v ta umetniško duševni razvoj in pa na nek način tudi preko okolja ali pa preko družina. Ključ, to pomeni, da vsekakor poslanstvo mi je, da študentom res razkrijemo vsa polja umetniškega delovanja in sodelovanja, da bodo pravzaprav okuženi s tem, da bodo lahko pravzaprav na svojem področju, na svojih bodočih službah to širili, kajti samo se žal to, ko preko poslanstvo širiti ne more in se, kot vidimo, tudi ne širi. Področje glasbe ima neko prednost, če to ravno privilegij, da ima svega poleg ostane tudi svoje lastno šolstvo od osnovnega do srednjega. In to je neka specifika, pri kateri verjetno tudi akademija potem igra drugačno vlogo kot vrh neke piramide, kot pa pri drugih dveh kategorijah. Tako da mogoče bo zanimivo slišati, kako se gleda z tega vidika z akademijo za glasbe na to drugačno situacijo. Ja, bi se mogoče samo za začetek malo navezal na Matejo, kar je povedal glede teh pisarn, ki so nekje tema današnjega dogovorca, ne razumemo so umetnosti. Žal so take pisarne tudi, dobro se spomnim znotraj naše univerze in koliko truda je potrebno, da se določene uradne dokumente, ki se jih sprejema na senatu univerze ali na kakšnih drugih forumih, da se v osnovnih pripravljenih tekstih za širšo obravnavo umetnost oziroma kultura izključuje. Jih sploh ni. Jih moramo vsakem znova opozarjati, da smo ravno tako nek integralni del umetniki, integralni del te univerze in da se nas naj ne ignorira oziroma spušča, pozablja, ampak to je zgodba, ki smo je bolj kot nevajeni. Ne? Ker smo umetniki, smo posebni. Jaz sem se hotel tudi malce navezati na to posebnost otrok, koliko je to pomembno. Jaz lahko pa res govorim iz prve roke, ker imam 10-letno hči, ki je 5. razred osnovne šole in ne glede na to, da sva oba starša iz umetniških krogov in da smo na to doskrat upozarjali vodstvo osnovne šole, so šele v 5. razredu prvič učili na kakšno glasbeno kulturno prireditev, ki jih cel kup se izvaja od glasbene mladine Slovenije, ki izvaja glasbene matineje in je to en izjemen projekt, ki je ne vem koliko generacij mladih že zastrupil mogoče za to umetniško glasbo, bom rekel. Seveda, ne bi rad bil narobe razumljen. Jaz sem po duši roke, izhajam iz punk rocka in sem potem pač me pot zanesla v to akademsko srednjo, ampak poznamo to, ker si tudi v glavnem, ampak govorimo po tem poslanstvu obče kulture, pa naj gre tu za
za rock, ne gre za jazz, ne gre za klasično glasbo, ne gre za sodobno improvizirano, neuvrščeno, za vse, kar nosi neke kvalitete, ki pomaga k razvoju naše družbe. Jaz sem se zdaj malo zaciklal, ampak vrlo se bom k temu pač osnovnemu, kar sem hotel povedati, da je zelo pomembno, kakšno je vodstvo, recimo šola, kjer je tvoj otrok, in če ni dozetno za kulturo, če je šport mnogo pomembnejši, če so pomembne nagrade za tega, ker kurikulum to zahteva, šola se mora predstavljati s svojimi uspehi in ne znajo prepoznati te drugačnosti, te umetniške dušice, ne? Spet govorim o svojih hčeri, in kjer enostavno ne pomagajo k razvoju otroka. Potem se pač zatečeš k institucijam, kot so glasbene šole. No, na tem področju je pa Slovenija mogoče en unikum. Jaz bi potegnil paralelo mogoče samo še z Venezuelo, kjer imajo projekt tako na El-Sistemo, se pravi glasbeno šolstvo za vse. Za otroke iz slemov, predvsem za te, in s tem seveda so mnogo socialnih problemov, ki se pojavljajo pri otrocih, ki ne vejo, kaj bi sami seboj. Dali so inštrumente in igrajo cele generacije. Ta piramida je, mislim, da čez 1 milijon otrok se ukvarja, tam začnejo nekje pri 7 letih, in potem vrh piramide je pa ta njihov svetovno znani Bolivar, simfonični orkester Simon Bolivar, iz katerega je šel tudi eden od trenutno najboljših svetovnih dirigentov, to je Gustavo Dudamel, ki dirigira vsem najboljšim svetovnim orkestrom, ampak sem ga imel priložnost poznati tudi osebno in izjemno skromen človek, ker se zaveda, odkot izhaja in kam je bilo dano. No, pri nas je ta sistem tudi organiziran sicer nekoliko drugače, ampak ta piramida izvrstno funkcionira. Imamo čez 100 glasbenih šol po Sloveniji, ki so, hvala Bogu, ostale ekonomsko ne podložne neoliberalizmu. To se ravno je naš vrli minister za finance ravno to želel uvesti, da bi postalo glasbeno šolstvo plačljivo, se pravi komercialno, in s tem seveda bi se celotna struktura popolnoma podrla, ker bi dobili podoben sistem, kot ga imamo v Ameriki, kjer se lahko privoščijo dobro glasbeno šolanje le otroci bogatih staršev, oziroma staršev, ki si to lahko privoščijo. In približno 2 leti nazaj je bila to borba, da smo preprečili se pravi, šlo je za zvišanje šolnine, ker tudi to si pozabil vsem, če brezplačno je in subvencija. Subvencija. Staršev se drugače pa zmalo. Ne bi se glasbeno šolstvo privatiziralo, ne? Šlo za to. V tej smeri. Jaz bom zelo direkten, zelo jasno je, kam ta stacijo moli, namreč naš minister je imel sina, ki je bil študent naše akademije, pianist, ki pač mu ni uspelo zgraditi neke karijere, ker je pač bil premalo nadarjen in mogoče mu tudi kak komonc manjkal, kar sicer pomim, ampak to je pripeljalo do tega, da se je v času, ko je bil predsednik na univerzi dr. Bramor upravnega odbora, so se sredstva akademiji
skrivala, dobivali smo, mislim, da 1% ali 2% manj in to je bilo skrito v bistvu na tak način iz enega osebnega grenkega z ene osebne grebkobe je prišlo do tega, da je treba pa naše odlično glasbeno šolstvo učiti. Seveda, na srečo smo uspeli te vsi skupaj te težnje nekako zatreti, vse začasno. Teda tudi, ko nekaj imaš, to ustvarja probleme, jaz imam recimo vnuka 5 let starega, ga hoče igrati fagot, ne? Ker ustvarja nove težave, ne? Ampak pustimo to. To so sladke težave. Ja, bomo videli, kako bomo prišli do tega, da bo ugotovo, da to ne more kar takoj začeti, ampak dobro. Jaz mislim, da je najbrž, tako si predstavljam, da so ti problemi tudi druge, da ni Slovenija tak specifičen prostor, ki bi sam Slovenija imela te težave z emancipacijo kulture oziroma širjenjem umetnosti kulture nasploh. In je najbrž potrebno, da pravzaprav vsaka generacija izbori to možnost in da se kulturni prostor neprestano mora boriti za to, da se širi. Ker če čitamo kakšne pričevanje, recimo iz renesanse, kjer kakšni kronisti opisujejo v bistvu pozicijo recimo umetnosti kot zelo nehvaležno, kjer pravzaprav skoraj nikogar ne zanima in tako naprej. In se s tem srečujemo tudi danes. Na srečo, ali pa nesrečo, kako to gledamo, je porast masovne kulture na en način neka plima, ki pravzaprav na sicer banalen način širi sporadično tudi kulturo na en način. Se pravi, kakorkoli že banalen, se pravi, recimo splet, internet kot medij, omogoča pravzaprav ljudem, ki se mogoče v življenju ne bi nikoli srečali z kakršnimkoli bodi si likovnim delom, bodi si glasbenim delom, bodi si, filmom, ampak so pravzaprav soočeni z bombardiranjem, to je pa spet druga plat te medijske ponudbe, da je pravzaprav tega toliko, da se človek v tem ne znajde. Ampak to vzemo v principu, da slepa kura vedno kako zrno, kje najde tudi marsikdo nekaj zase v tem okvirju. Zdaj seveda to je neka banalizacija kulture, neka popkultura, ampak je vseeno pomembna, ker širi neko kulturno polje. Če recimo gledamo vseeno neko stanje danes, če recimo gremo v eno gostilno, vidimo recimo na policah cel kup enih letakov, vabil, zloženk, ki vabijo na neke določene kulturne dogodke, vmes so seveda tudi reklame in druge pravzaprav tiskovine, ki mogoče ne spadajo v te predale, ampak med njimi tudi kar veliko nekih kulturnih vabil, bodi si obvestila o izdaji knjig, bodi si obvestila o nekih gledaliških predstavah, koncertih. Tako da, če gledam svojo mladost, recimo tam v konc 60-70 letih, pa recimo zdajšnje stanje v družbi, kar se kulture tiče, moram reči, da je nek napredek. V tem smislu, da je pač tam nočna kultura porastel. Težko bi ocenil, kak so recimo obiskane, recimo gledališke predstave, koncerti danes v primerjavi z tistimi časi, ampak seveda se kultura globalizira in je obveščenost bistveno večja in s tem tudi v bistvu konzumacija kulture kot take. Ampak kot sem rekel, za kulturni prostor se treba vedno boriti in zato ko so imeli recimo ROK prej kot neko inštitucijo, neformalno, pa da omenjam recimo Metelkovo, pa da omenjam recimo v Šiški, to bivšo stavbo občine, ki se je zdaj tudi pravzaprav namenila kulturnim dejavnostim, so to ene točke, ki pač mladinsko kulturo poskušajo razvijati v nekem alternativnem smislu, z nekimi novimi prijemi, novimi možnostmi, novimi kreativnimi
izzivi, ne, in to je raziskovanje, to je to širjenje kulturnega prostora, ki ga mogoče useljena kultura potem več ne potrebuje, ne, ker se emancipira in s tem tudi nekako najde svoj fotelj, tron ali pozicijo, ne, in s tem se zadovolji, da pač potrebe nekih ustaljenih obiskovalcev izpolnjuje. Ne. Vsaka generacija se pravzaprav mora boriti za svoj kulturni prostor, ne, in ga vedno znova pravzaprav postaviti kot nek svoj teritorij, in mislim, da je pač ta borba neprekinjena in borba za finance, za prostore, za množičnost. Če govorimo že o likovni kulturi, ne, nažalost v osnovnih šolah krčijo te programe že leta in leta, na račun seveda drugih predmetov, ki so v času neoliberalnega kapitalizma na videz bolj pomembni, ne pozablja se na to povezavo kulture oziroma umetnosti, ki je bila še iz časa Grčije povezana z etiko, ne, se pravi, da vzgajanje kulture v bistvu vpliva na neko etičnost, ne, in če govorimo o kulturi oziroma o družbi nasploh, ne, in vzgajanju družbe kot nekega organizma, ki išče neko višje stanje v smislu kultiviranosti, ne bi bilo seveda neko širjenje umetnosti na način koristno, ne, da bi pač to etiko mogoče, recimo povojno, lahko pač izboljševali. Torej, smo dva kroga, sprehod se je na sprotno smer. Do tem trenutka naprej mislim, da nisem več edini moderator, ampak se prenaša seveda tudi v vas. Spoštovano, učili smo možnost, da zastavljate vprašanja in s tem usmerjate ta pogovor, ki drugače seveda, ko začne čas minirati čas v vaših dolgočasnih kolegih zamre, če ne bo se vprašanj zastavlja. Tisto prvo najbolj neumestno vprašanje, na rekovajih, da se sicer zastavlja na vsem takoj, ne, zakaj smo tukaj sami moški, pa potem naj to značilnost akademij, ko se povezujejo, bomo zaenkrat molčali. Bi pa preskočil na drugo plat, v kateri tudi gleda, da se vsi izjasnite, da začnemo z drugega konkretnega konca, zdaj, ko smo kontekst in pa razmere nekaj pojasnili. Logično se ponuja ta že omenjena tretja stopnja. U nas je vprašanje, ali so akademije zmožne v boju za doktorski študij ustvariti skupni integrativni doktorski program tega znamenitega doktorata, v katerem stalno poteka razprava in umetniškega znanstvenega doboja. Ali je projekt tretje stopnje lahko skupni projekt teh akademij? Morda bom to čisto izračen stvar. Projekt se pripravlja, oziroma študij se pripravlja. Zdaj, pravno danes na Senatu smo, na Senatu univerze smo slišali, da je pravzaprav ministrstvo sprejelo naš del, ko bi rekel, spremembe v tem zakonu, v tem noveli pravzaprav, zakona, kjer pravzaprav obstaja oziroma bo postala uradno tudi podlaga za študij oziroma tretji stopenjski študij umetnosti. Imamo kar neki dilem v zvezi s tem, ali naj bo to doktorat, ali je to kot sam tretji stopenjski študij, tako da pravzaprav ta beseda doktorat, če se morda zopet malo vrnem določenim osebam, ta beseda ni bila všeč in je bil pravzaprav včasih res občutek, da nekdo konkretno tega ne želi slišati in enostavno na stvari ne spusti naprej. Pa vendar se mi zdi, da zdaj v Evropi je trend, ki je pravzaprav neustavljiv in to so spoznali, mislim, da tudi vsi tisti, ki si takrat morda niso bili za to. Nekateri ljudje so se tudi rekel zamenjali in všeč mi pravzaprav to, da je nova predstojnica doktorske šole na univerzi, profesor Aleksandra Kaljivo-Marčela, je sigurno na naši strani in tudi razume in nam pravzaprav pomaga v tem celotnem procesu. Tako da jaz mislim, da lahko rečemo sem to, da je samo vprašanje enega realnega časa, kdaj se bo to čisto zares zgodilo. Imamo pa seveda željo tudi še korak naprej,
da je to drzno ali predrzno, pa vendar je tudi ena želja, ki jo želimo ostati, je pa seveda tudi vstop v področje ADVS-ja, na nek način v eno, vrečo, na nek način tudi financ. Kajti mislim, da smo lahko vsi tega mnenja, da raziskovanje ni samo pač na znanstvenem področju, ampak da je vsekakor lahko tudi na umetniškem področju, seveda je pa potem sama tista definicija, da je to zdaj raziskovanje umetnosti oziroma raziskovanje skozi umetnost. Skratka, vsi vemo, da pravzaprav raziskovanje umetnosti sami je vsekakor bolj znanstvena domena, ampak ta del, ko se reče raziskovanje skozi umetnost, pa je polje, na katerem mislim, da se bo začela graditi pravzaprav ta manjkajoča kocka v vertikali umetniškega študija. Jaz poznam vsaj eno deželo, kjer so tako zagnano učitelji akademiji zagovarjali uvedbo 3. stopnje, da ko so jo pripravili, so jim rekli, da so pa rekli, vi doktorirate v tem programu. Državnem roku. To je treba malo paziti posegih, pri pripravi. Želi še kdo o tej 3. stopnji, o tem vprašanju doktorata in umetniškem raziskovanju? Jaz bi sem to navezal na recimo situacijo pred 30 leti, recimo Akademija za likovno umetnost takrat ni imela še magisterija, pač pa se je 3. stopnja imenovala specialka. Predvidevam, da tudi takrat niso priznali tega naziva tej šoli, ker je bila pač to domena znanstvenih oziroma naroslovnih krogov. Zdaj je magisterij po bolonski stopni recimo eno leto manjši kot prejšnji, recimo. Se pravi, se marsikaj spreminja. Da se je prej bo najbolj tudi doktorat iz umetnosti. Pri nas je sicer Bojan Gorenc v bistvu tisti, ki največ ve o tem, da žal ni tukaj, ne vem, ste vi na tem tudi udeleženi v tem? Tudi, ampak bolj kot opazovalec, to se pravi, stvari grejo v pravo smer, potrebuješ kakšen moment piljenja, pa vendar. Ker tujini to je, ne? Mislim, zelo jasno. Meni se zdi, da je to eno zelo pomembno stališče, ki ga kot družba moramo priznati, pa zastaviti v tem smislu, da če smo družbo usmerjeno na pravnost, potem morate tako znanost kot umetnost imeti enake možnosti v smislu stopnje izobraževanja. In tukaj je umetnost prileze samo do te neke stopnje, tako višje ne sme. In jaz to vidim kot neenakopravnost. Čeprav vemo, če bi recimo ravno v povezovanju omenil režiserja Andreja Tarkovskega, ki ravno to poveličuje ali označuje, da sta tako umetnost kot znanost sredstvi za obvladovanje sveta oziroma pot, po kateri gremo za to, da bi odkrili tako imenovano absolutno resnico, ki pa je na nekaj način neodkrivati. Ampak na koncev vsi samo to počnemo prikazati, kaj je tisto absolutno resnično skozi mogoče tudi etiko ali pa nek enakopravni odnos. In dokler na univerzi ne bomo vsi rekli, ja, smo enakopravni in enakovredni, se težko tudi to integracijo umetnosti v družbo. Mogoče se malo težje pogovarjamo, ker tudi na tem visokem ne moramo to enaki No, se to nakazuje tudi to širši kontekst umetnosti, v katerem se razmerje med znanostjo in teorijo na eni umetnosti, na drugi strani v desetletjih obstoja akademije radikalno spremenilo. Jaz se spomnim časov, ko je bilo jasno, da godbenik, kot se mu je reklo, ne potrebuje nobene teorije, on ima za spremljena dirigenta, ki ima teorijo. In podobno je bilo z režiserji in igralci in tako dalje. Skratka, umetnik čim manj veten, bolj bo delal intuitivno. Pa dal se bo vode. Danes je druga situacija. To je situacija, ko ne moreš delati projekta in delamo projekte, ne več artefakte, predvsem, če nisi teoretsko v neki tematiki doma. In to umetniško raziskovanje se po cilju razlikuje od znanstvenega, po načinu, po metodologiji se pa ne tako zelo. In v tem smislu seveda ta transumetnost, kot mi nekaj rečejo, sega tudi v akademijski prostor.
Danes si ni mogoče predstavljati, da umetnike izobražujemo samo za čisto določeno recimo svrst, ker so glavne zvrsti pravzaprav improvizacije, performansi, da ne rečem malo medijski pristopi in tako naprej, kar seveda tudi pomeni povezovalno delovanje. Kako mislite na akademija omogočiti nek določen del odnosa do vseh študentk in študentov na akademijah v tistih stvarih, ki bi lahko razvijali kot skupni del izobrazbe? Se o tem kaj pogovarjate? Jaz lahko v čisto konkretnem primeru, mi smo naš nabor predmetov, izbirnih predmetov izbirnih cepu, predmetov, ki se izvaja na AGRFT-ju, ravno tako imamo nekaj na ALO, tudi pri vas na filozofski fakulteti, tako da študenti imajo to možnost, da izbirajo glede na njihove afinitete, da izbirajo, recimo, zelo dobro deluje za naše pevce program ples in pa govor, tako, ki ga obiskujejo pri vas. In recimo so zelo hvaležni študente, da imajo takšno možnost in da lahko konkretno na sorodni ustanovi obiskujejo predmete, ki pa pri nas ne moramo omogočiti. V bistvu ne želimo podvajati, ne želimo pri nas izvajati stvari, ki jih lahko obiskujejo druge. In ki se konkretno tičejo študentovega programa, ki si ga je pripeval na svoj indeks. No, jaz ne bi rad kalil idile sodelovanja, samo gledajte, to se pa na takih zelo banalnih zadeva precej zapletejo. Ko želi naš študent obiskovati, recimo, ALO, pustimo zdaj urnik. Nastane še en drug problem, to je tega vzajemnega zaračunavanja, nekolo mi to znamo. Naši študenti so zelo dragi, in zdaj torej, če pridejo, ne vem, 3 študente iz, recimo, filozofske fakultete k nam, lahko mi filozofski fakulteti zaračunamo zelo malo, če grejo pa 3 naši na filozofski fakulteti, nas pa to stane 1000 in 1000 evrov. In to pravim, to je zdaj absurd, to je zdaj pa absurd tako imenovane integrirane ali pa dezintegrirane univerze. Se pravi, da potem je z finančnega vidika potem dekanu bolj, dobesedno bolj ekonomično najet učitelja, da to izvaja znotraj članice, ker da to stane tretjino ali pomoče največ polovica tistega stroška. Hoče reči, to so zdaj te dvojnosti, na deklarativni ravni vse super, na tej praktično-ekonomski je pa ravno nasprotno posto. Zakaj je ta razlika? Ja, zato, ker se šteje, kako temu rečem, per capita, se pravi, kako temu rečem, tam, kjer je velik strošek na posameznega študenta, recimo na ekonomiji je to recimo 3000 evrov na letni ravni, pri nas pa recimo 18 000 evrov, se potem proporcionalno vse te ure tudi tako preračunava. Se pravi, če se nekemu študentu nudi storitev 1 ure, mora biti obračunano, ker on nosi samo kao 18 000 evrov, ne? Zato da si včasih rekli kliri. Ja, recimo, ja. Neko pravno bi moralo biti dumping. Podvrkite da dumpingške pogoje, da si tudi meni. No, podobna neumno se dogaja tudi pri predavateljih. Jaz, ker delam na ALO-ju, sem letos za 20% dražji, ker prej samo zato, ker je fakulteta začela svoj davke, ki ga prej ni. Ampak jemljega pa zato, ker je podfinancirano, se tem je ravno paradoks. Ampak jemlje tismo, ki je bistvo podfinancirano. Ja, vse. To je v bistvu zajemljivo, kanibalizem. Ni rešitev. Akademski kanibalizem. Rešitev morda obstaja v žetonih, ki si dali žetone za žetone, pa blagovne denjava. Smo se pa res pogovarjali prav o tem. To je utopičnega socializma. Jaz sem mladi najem, tako da verjamem. Če počas ob pozivih, če kakšno vprašanje, začnemo privajati to koncu, ker
publika počasno upala na našim sodelovanjem. Je tu seveda to vprašanje sodelovanja z gospodarstvom, ki je sicer leitmotiv nekega zelo značilnega neoliberalnega pristopa seveda k šolstvu in umetnosti še posebej, ki poraja seveda tudi nekatere absurde. Jaz vem, kakšni so absurdi pri prijavljanju doktorskih tem, ko je treba navesti, kakšno korist bo to imelo, kakšno gospodarstvo od tega, kar nas počasi kar teži, tudi filozofe, mogoče še velikrat na akademijah, najti uporabo nekega filozofskega principa, ki bo nekje prenašal profit. Ampak dobro, nekaj se znamo prilagoditi neumnostim raznih administracij. Ampak na drugi strani pa seveda bi si šlo upal reči več kot samo to, da umetnost bodri duha. Mislim, da je v vsaj delu umetniških pristopov sodobne umetnosti jasno, da v tej tranziciji, v kateri svet je, brez umetnosti ne bo razrešil svojih problemov. Zdaj, ne bo samo znanost, da se bo razrešiti s novimi tehnologijami in tako naprej. In da to sporočilo, ki ga umetnost prinaša, tradicionalna in zlasti sodobna, za ta svet v prehodu, v katerem smo žal mi, ker smo vedno mi tranziciji, smo več čas v prehodnem obdobju, ker se rekoli se obrneš, pač to je, da seveda za ta svet je umetnost pomembna tudi zato, ker ima odgovore na vrsto problemov in vprašanj, ravno s tem svojim raziskovanjem, s tem pristopom, ki se je razvil v sodobni umetnosti, oziroma od recimo 80 let do danes, kot prevladujoč pristop v enem delu umetnosti. Tako da mislim, da se da, ampak to vam postavljam kot vprašanje, reči, da umetnost seveda ni pomembna samo zato, da bomo imeli malo razvedrila in neke duhovne okrepitve v življenju, ampak tudi zato, ker samo življenje posega in ga spreminja včasih na bolj učinkovit in tudi bolj pomemben človeški način kot marsikatera znanost. Ja, jaz moram reči, da mi gre vedno malo besed po konci, ko slišim tole sintagmo umetnost za gospodarstvo. To že moram reči, da sem to zelo nekako v protislovnem položaju. Torej zato, ker mislim, da gre dejansko pri tem v resnici za pretakanje iz javne v zasebno sfero, se pravi javna služba na koncu prinaša korist zasebnemu kapitalu in se potem meri njena učinkovitost. Tu je zadeva način problematična, tako da, ko govorimo o umetnosti, bi si bolj želel, da se pogovarjamo na drugi strani v družbenem okolju. Se pravi, na kak način umetnost vstopa, bogati, plemeniti, kakorkoli dinamizira družbeno okolje. Zdaj, znotraj tega pa seveda je popolnoma legitimno, da je ta partner, en od partnerjev iz družbe, seveda tudi pa ekonomija, tudi gospodarstvo, se konec koncev brez ekonomskega temelja pač ne gre. In tukaj, dokaj se teh umetniških praks ne instrumentalizira in na nek način ne zaslužni, jaz pravzaprav vidim ene čisto, rečem, produktivne izzive. Če rečem, tudi mi učitelji, tudi naši študenti se moramo učiti komunikacije, moramo se soočiti z novimi izzivi. Mi smo konkretno na akademiji imeli nekaj teh projektov, tudi kjer smo sodelovali torej z takimi drugačnimi podjetmi, ki smo delali neke projekte, neke filme in tako naprej. In to seveda je na koncu tudi en izziv za študente, da poskusijo, da komunicirajo in tako naprej. Samo eno je, eno so procesi, ki se dogajajo zato, ker so nam v interesu in ker si jih želimo, drugo so pa procesi, v katere smo prisiljeni. In jaz mislim, da tega prisiljevanja in posiljevanja pa ne bi smeli dovoliti. Tisto, kar pa nam koristi, kar je pa za nas to, kar je dobro za stroke, to pa absolutno je. Ok, če ni kakšnih posebnih novih vprašanj, jaz za zaključek samo, če bo vzome to svoj dogovor, tista Mina na Roški, ki je bila odtaknjena ponovo tisto začetka, a je Rok Nova Roška? Ne, Rok je Jankovičeva želja, da bi mi šli na zamenirano Roško, ampak mislim, da smo mi to zgodbo že tam zaključili. Mislim, da je to dom, ne? Je to dom.
približuje se rušenju. Mislim, da bi se tu spet zgeneriral en nov konflikt, ki je pravzaprav bil že postavljen v temelje z medijami takrat Akademijami in Metelkovo. Moram reči, da smo rabili takrat kar nekaj časa, da smo to dojeli, da smo se od tega ogradili. Nismo želeli biti tista kultura, ki želi izrivati, rušiti drugo kulturo, nikakor ne, igrati pravzaprav neke igre, ki mogoče neki tretji strani koristi kot nikomu drugemu. Tu smo pa se že zelo hitro ogradili od te zgodbe, tako da tu Akademije, tu bi se Akademije nagradili. Definitivno ne. Res, to pa je deklarativno, to smo šli pa čez vse postopke, kako je proformiran, smo bili enkrat na ogledu, prav v prvi vrsti, ne skupaj na področju oziroma prostorih celega Roga. Jaz sem reč, da sem šel tja z drugačnimi občutki, kot sem šel van. Ker res to, da greš tja, da vidiš, kaj se tam dogaja, da je to nekaj vrste res tak, to umetniški get, ne vem, kako bi pravzaprav znal to čist povedati. Pa vendar se pravim, spremeniš občutke, v končni fazi res nekaj vrste, ali to igra, mogoče tudi igra, vojna igra, župana, ne, nekaj strani. Tako kot mislim, že tista zgodba z Marovo hišo, bila mislim, da je taka podoba. Skratka, veliko je bilo zdaj teh že preigrala, že sam, odkar sem se pravim jaz zdaj tleko predvedeti in to, kaj šele miren, ko ima največ, koliko res konkretnih zadev. Ampak se mi zdi, da ta kombinacija zdajšnja je realna, zelo realna, potrebuje pravzaprav najmanj tudi finančnega vložka, največ stvari, kot govorim, kot stavbo že stoji, nekaj bojo pač potrebne renovacije, ker vse, kar bi se drugače delali, bi bilo zopet neka fata morgana, ki bi jo videli pa pravzaprav virtualno bi izginila. Tako da jaz še enkrat ponavljam, sem mlad in naivn in res verjamem, da se bo zapeljalo pravo smer na nek način, se pravim tudi ministrica, ki je zdaj za izobraževanje na funkciji, vsekakor razume situacijo, ker je tudi 2 leti sama poslušala praktično na vsakem tedenskem kolegiju o akademijah in ve, zakaj gre in moram tu se vam reči, da kar zelo pomaga po svojih močeh, kar še ne govorimo zdaj konkretno o financah, pa vendar se terenutno, da je pa pravo, da se enkrat ta agonija konča in se pravi, res še enkrat pač se moram zahvaliti, čeprav ga ni to rektorju, ki res v svojem začetnem govoru oziroma postavitve ekipe je dal to na prvo mesto v smislu tega, to moramo pač rešiti in tega do danes ni spremeniti, kar mi pravzaprav to vse. No, jaz sem strko naiven, in sem bil vedno prepričan, da ko bom šel v pokoj, bom pa že šel v pokoj z nove filozofske fakultete, ker se mi ne bo uresničilo, jaz upam, da se bo vam prej kot meni. In potem bo je podačne delo diplomo. Še taj bom rekel peti. In se vam vsem pohvaljujem za udeležbo pri tem razgovoru. Jaz upam, da ste slišali, ker ste želeli slišati. Če niste, ste si sami krivi, ker niste dosegli v razgovor. Zahvaljujem se tudi za organizatorji in ideji, da do tega razgovora pride, ker iz takih razgovorov seveda, to niso prazni razgovori, dejansko zraste vrsta novih idej o sodelovanju in se to sodelovanje tudi dejansko zgodi. Tako da jaz upam, da bomo ostali še naprej skupaj, 3 akademije in da bo z tega še marsikateri sad obvodil. Hvala lepa. Ja, prosim. Da se upravičujem, ker sem takole posegel, a smem še malo PR-jati za akademijo za glasno. Namreč... Če bo punk zraven. Ja, če se na samo bil punker, potem bo. Jaz bi vas vse povabil, imamo v sredo, se pa to jutri zvečer v Cankarjem domu naš ta glavni koncertni dogodek leta in sicer naš simfonični orkester bo izvajal krasen program, solist je zmagovalec naše audicije, čelist in pa izvedeno bo tudi novo študentsko delo, dirigiral bo izjemen dirigent iz Avstralije, Matthew Corey, in vse vas vabim, ko bo to en lep dogodek. Pa tudi povete svojcem in prijateljem. Hvala.
Hvala.